Skratka, do zdaj, kadar je šlo za Stožce, nismo bili nikoli proti, ne glede na to, da se nismo z vsem strinjali, kar je tam pisali. Prvič smo zdaj kot svetniški klub glasovali proti na seji pretekli ponedeljek in to iz sledečih razlogov. Ključni razlog je, da seveda tako pomemben projekt ne pride kot dopolnitev dnevnega reda naknadno na sejo mestnega sveta, ampak je potrebno tako ključen projekt v županovem siceršnjem življenju, ker se je župan sam razglasil za vodjo projekta tega štadiona, ko je to ključna nosilna točka njegovega predvolilnega programa, ko pravzaprav se vse v tem mestu giblje okrog fuzbala, je treba to stvar spraviti po rednem postopku, tako da se da racionalno prediskutirati o argumentih za in proti in tudi o eventualnih spremembah. Drugič, vsebinsko ta predlog odstopa od dopolnjenega osnutka v ključnih parametrih, ki se jih na seji, kljub temu, da župan pravi poslovniško možnost, ste imeli vlagati amandmaje, poslovniške te možnosti ni bilo mogoče izkoristiti, ker je potrebno vlagati popravke v grafičnem modelu. Svetnik ne more vlagati popravkov in amandmajev v grafičnem modelu odloka. Ključni argumenti so, da se drastično posega v parametre velikosti štadiona oziroma v parametre velikosti predvsem trgovskega centra. Ključno je, da se bistveno spreminja prometna ureditev, za katero je naš svetniški klub prepričan, da bo iz tega nastal kaos na tem področju, ki je že danes prometno izjemno zahteven. Mislim, da glede tega obstaja vsaj nepolitično in povsem nepristransko soglasje, da Rondo Tomačevo je danes ena izmed ključnih črnih točk, ki pravzaprav potrebuje celovito rešitev. In mi bomo na ta Rondo s temi korekcijami, ki so zdaj sprejeti v grafični prilogi, mislim, da si to lahko ogledate, priključili eno območje, ki bo verjetno po svojih dejavnostih, ne športnih, ampak unih poslovno-komercialnih, bistveno bolj zahtevno, kot je današnji BTC. In na to območje mi zdaj z nekimi virtuoznimi krivuljami spravljamo zraven nov izvoz na tem Rondoju Tomačevo. Ne razširjamo Rondoja, novo priključitev te tako imenovane štajerske vpadnice, ki naj bi se tukaj zraven priključila. Zraven zanemarjamo problem mirujočega prometa v BS3, zanemarjamo to, da se na tem področju misli graditi v bližnji prihodnosti kompletni nov študentski kampus, za katerega so bili projekti že zdavno sprejeti. In pravzaprav pri istih dvopasovnicah oziroma štiripasovnicah priklapljamo zraven dodatnih, po nekih ocenah strokovnjakov, 20,000 dnevnega vozil dnevno po nekem letnem povprečju na to isto infrastrukturo, ki jo že imamo. Seveda, kdo si zamišlja, da bo šel zdaj nek svetniški klub vlagati amandmaje in korigirati tako zadevo, je, oprostite izrazu, na glav šantov. In namesto, da bi mi prediskutirali o tem, je to smiselno, potem, ko vemo, da pravzaprav v Ljubljani ključni ad hoc projekti, ki so na hiter ratali v cestni infrastrukturi danes, pomenijo glavobol za vse tiste, ki so v prometu vsak dan. In ko naj bi ta končno neka upadnica bistveno razbremenila obstoječe prometne tokove, smo pa to stvar, oprostite izrazu, zasrali do konca. Brez možnosti popravka. In zdaj se seveda sprašujem, kakšna je pravzaprav resnost izgradnje tega stadiona, tudi v kontekstu tega, da seveda so se stvari premaknile za Bežigradom. In jaz odkrito povem, nisem ne športni strokovnjak, nisem tudi ne strokovnjak za športno infrastrukturo, ampak vedno se sprašujem, če v nekem Milanu, ki je gospodarsko bistveno bolj razvit od Ljubljane, fuzbalsko bistveno bolj euforičen kot ljubljansko prebivalstvo, dva kluba, ki igrata v Evropski ligi, lahko delita isti štadion, kje imamo v Ljubljani potencial za dva kluba, ki bosta istočasno igrala na dveh različnih stadionih s tako kapaciteto, ki ustreza FIFA. Jaz tega ne poznam, ne vidim rezona in mislim, da smo spet naredili en velik X, zaradi katerega se bojim, da bo štadion nekje v prihodnosti zmanjšan na tistih 25, to je v osnutku smo govorili plus minus 5 metrov odstopanja, zdaj dovoljujemo 25% odstopanje v gabaritih štadiona, to je pri taki kvadraturi, kot je tukaj predvidena, kar krepek del, to se pravi, da pravzaprav interes je dogovoriti se
ne vem, z Miškovičem, s kom drugim, da bo tukaj postavil trgovski center, zato da bomo pač imeli trgovski center, bo pa nekaj od nekega štadiona mogoče zraven tam, za zraven. To ni več kompleks štadion, to je kompleks trgovskega centra. Argumenti, ki jih pa sam župan navaja s spremembo tega odloka, nam pa dajajo ves alibi, ki ga potrebujemo za to, da vsem lahko že danes povemo. 20-10 štadiona na tem področju ne bo. Ne bo. Lahko pa, da bo trgovski center, ker tam pa je interes kapitala. Glede na to, koliko pa sedanji predlog odloka posega skozi en zelo zanimiv odstavek, v katerem pravzaprav zelo spretno navajamo, kako se še lahko program tukaj spremeni, če je arhitektonsko pa programsko, pa to še dopustno, pa to posega tudi v pogodbena razmerja, ki so bila dosežena na osnovi mednarodnega razpisa. Jaz sem bil prepričan, da na osnovi tako pomembnega projekta, kot si ga je zastavil župan, do tujih investitorjev v Ljubljano drlo, na koncu je bila prava polomija. Vsaj v mojih očeh je razpis za štadion, pri katerem sta na koncu stala dva partnerja, ta drugi niti licitiral, ni prava polomija. Jaz mislim, da nas bo zaradi tega še kot občino bolela glava, ker bo seveda tisti, ki je zdaj prišel zraven, skozi take spremembe uveljavljal pravzaprav bistveno drugačno sestavo finančne konstrukcije, kot si jo je zamislil v začetku. In bojim se, da ta predlog, ki je bil sprejet na seji mestnega sveta prejšnji teden, ne pomeni začetek konca, ampak pomeni šele konec nekega začetka. Imamo pa pred sabo še celo dolgo mašo do tega, da bomo prišli do konca.